Hello, Alenka tukaj, spet jaz. Aha, kako je čuden, skozi folko zelo. Kdo bo to pobiral, jaz ne bom. Ok, zakaj sem se danes sredotočila na punce? Ne vem, mogoče zato, ker sem se v preteklosti že malo večkrat na fante. 5 vrženj, s katerih se moški poskusite izogniti v razmerjih. Ta video je tudi za tiste moške, ki mi jokajo, koliko smo se ženske obupne, ker pač očitno tudi oni ne znajo dobro razbrati, tako da upam, da bo ta video pomagal. Prva vrsta punce je tista, ki še sama sebe ne zna imeti rada. Zakaj? Zato, ker je preplavljena z informacijami tega sveta in medijev in vsega tega sranja in ima v glavi samo izpiske iz Kozmopolitana in drugih revij, ki govorijo, kako točno ravnati z moškimi, katerih igrice držati, koliko minut ne odpisati na SMS ali pa reči, koliko ur. Vse skupaj jemlje kot neko igro, medtem ko moški mogoče že resen in pač sploh ne ve, da se grejo na kakšno igro in v bistvu se gre pojavljati na te igrice sama s sabo. Tiste, ki se pač igrajo igrice, ker so mogoče, recimo, ni nujno, ampak premlade in se še grejo te stvari, ker se še niso osredotočile na to drugo osebo, s katero se dejansko razmerijo, se pravi z moškim. Da ne bo pomote, taki punci ne gre za mer, tudi jaz sem bila tam, verjetno ni bila vsaka na eni točki tam, ker to točko dobo je dejansko treba prebrositi nekaj, treba jo dati čez iz svojega sistema. Ker bomo realni, tudi na tem svetu ni veliko odraslih, zrelih parov, ki so zelo dober vzgled mlajši populaciji. Drugič, punca, ki ni prebolela svojega bivšega, ali pa hujš kot to, ti si dejansko njen rebound, se pravi tisto, kar pride za bivšmu, da ona lažje preboli bivšega. Ko jo prepoznaš, ta punca bo svojemu bivšmu verjetno govorila ne malo preveč, ampak veliko preveč, v smislu, mogoče to želela primerjati, pa ne zato, da bi samo zbudila slabe občutke od tebi, tudi verjetno, ampak mogoče čisto podzavestno, ampak predvsem bo želela jo primerjati v smislu, da sem ti želel biti boljši in da bo imela še zmeraj občutek, da je dobila del tebe, ampak še vedno vse delčke njega vzprej, ker je res grozen. Res. Zdaj, če gre to toliko daleč, da se ona dejansko želi biti še prijateljica in v stiku z njemu in ne vem kaj, in da se še srečujeta in da vidiš, da nekaj v glavi nima, čisto pucem glede tega, probi je red naredno, ker če se res slučajno ne zaveda tega, da gre preko vseh meja, mečken kontrole narediti ali pa pač preprosto reči nope, not okay. Ok, ta tretja naslednja je res aktualna. Punca, ki živi svoje razmerje predvsem na spletu. Če imaš ti kot njen fant občutek, da scrollaš po njenem Instagram feedu ali pa po njenemu Facebook volu, da v bistvu vajna zveza je samo za cel svet namenjena in dejansko vajne duše sploh ni tukaj noter in da je bila vajna prva največja debata dejansko to, kdaj bosta šla uradno v razmerje na Facebooku. Pa predvsem, da je vsak delček vajenega, popolnega ljubezenskega življenja zabeležen na spletnih socialnih omrežjih, potem je to mogoče znak, da je njej prioriteta to, da za cel svet gledata dobro, čeprav prvama mogoče ni vse urejeno in se zvečer v spalnici sama kregata vsakih 20 minut. Punca, ki krvavo potrebuje vso tvojo, 100% tvojo pozornost. To punco prepoznaš tako, da če si enkrat rekel, da ima veliko rit, medtem ko si ti mislil v glavi, da ima ful lepo veliko rit in si to poj tudi kasneje razložil, tega nikdar ne bo pozabila, nikdar ne bo prebolela, vedno ti bo vrgla naprej in še 1000 drugih stvari, s katerimi si je že v preteklosti užalil. Ona potrebuje 100% validacijo, ker jo ne zna najti sama pri sebi, ker sama ni samozavestna. Torej gre za punco, ki ni samozavestna in potrebuje vso to potrditev od tebe. Zato, da bila ljubosumna, da bi jo presedela, če kadarkoli omenjaš, že še kjerkoli druga ženska na tem svetu simpatična. Gre tudi zato, da je ljubosumna na vse ostale aspekte tvojega življenja, ker če se kjerkoli bolj zabavaš kot z njo ali pa da ima svoje življenje, svoje hobije, svoje najboljše prijatelje, to njo boli, ker ona ni ta glavna in ni edina in ti že teži, če greš na pivo in you get the point. Jaz sem bila tam in to je precej problematično, dokler se ne naučiš biti dobra oseba v ljubezni in sprejemati in dajati v pravi meri, je za tak razmerje bo ponavadi delno sovraštvo, delna ljubezen, tako približno takole bo šlo. Peto točko sem pustila eno, mečkam bolj redko, ampak jo srečujem zadnje čase tudi pri starejšnih in se mi zdi vredno omembe in mene malo zaboli, ker vidim take pare. In sicer gre za pare in za punce v tem primeru, ki so totalno brez kemije, brez metuljčkov, ki so popolnoma langsam v tem razmerju, popolnoma sproščene, boli jih za vse. Imaš občutek, da gledaš še en 30 let poročen par, brez problemov, brez prepirov, tudi brez kemije, brez isker že v samem začetku in si misliš, to
to ni par, ki ga pogledam, da v občutek, mogoče si nov v tem, v ljubezni in če to je ena izmed tvojih prvih zvez, mogoče spregledaš ta faktor in ne vidiš, da to manjka, ampak to mora biti na začetku. Te stvari sem jaz velikokrat spregledala. Ampak sem jaz rdeča, meni res kuha, zakaj mi kuha. Če tega ni, ničesar res pomembnega ni. Itak ti bo vsak starejši rekel, da to ni važno, da to pa kasneje itak izpuhti. Pa si mogoče verjeten je res v 90% primerov, ampak dokler se to da obdržati nekaj najlepšega, ker če ne drugega na tem gradiš spomine in se pa kot starata spomniš na to in stara mama, ki sedita na klopci v parku in se rečeš, bila sva lepa, mlada, fletna, zaljubljena in pač verjameš v ljubezen. Če tega niti ne doživiš in si že v štartu in samo skoncentrira na kariero in to daš mi otroke in moža, s katerega pač prenašaš, ne bo tako lepo. To je to. Pika, amen. Nimamo res dodatka. To počnite s kakicami, ker manj bolijo. Kdo bo to pobiral? Jaz ne bom. Radi se imejte, boste v cvetju sneg je zapadel. Ne biti v cvetju, to bomo spomladi, boste v zimi, uživajte, kupajte se. Radi se imejte, se vidimo naslednjič. Aj, čau. Aja, ko bo 2000 subscriberjev, res. Kaj nas bo 2000 naročnikov, naročil sem na rdečem gumbu bom naredila prvi Q&A, se pravi, vi me vprašate, jaz vam odgovorim in sicer tako, da vi mi pošljete selfija na Snapchat ali pa na Instagram, ki ga imate dol, lahko kamorkoli praktično, samo da mi pošljete selfija. In zraven na selfiju naj bo vaš vprašanje spodaj in jaz bom to screenshotala ali pa shranila ali pa kakorkoli in poj boste v mojem videu, zraven bo slikca, se pravi, to zbiram vse, dokler nima 2000 naročnikov, tako da ne vprašate kdaj. Takrat, ko vas bo 2000, bom naredila takoj ta prvi video in ja. Ok, to je to.